Lepo pozdravljeni v ponovnem snemanju podcasta Po desnem pasu. Danes bova z vami Kleja Jeretič in naš gost Klemen Verstovšek, ki je mlad ekonomist, podpredsednik Bitcoin društva Slovenije in tudi avtor knjige. Hvala za povabilo. No, danes bova govorila o kriptovalutah. To danes postaja vedno bolj pereča tema, predvsem zaradi porasta trga kriptovalut ob izvolitvi novega ameriškega predsednika, ter tudi zaradi vedno več potrebe po regulaciji oziroma obdavčitvi in nadzoru nad trgom kriptovalut. Torej, jaz bi za začetek te vprašala, če mi lahko razložiš, kaj sploh je kriptovaluta oziroma kaj so kriptovalute, kako delujejo in kako se kriptovalute med seboj razlikujejo in kaj sploh to pomeni za uporabnika. Ja, zdaj kriptovalute, to je en tak zelo splošen pojem, s katerim zajemamo nekako celotno področje kriptosredstev. Evropska definicija strani evropskih regulatorjev se je zdaj nekoliko spremenila. Gre za digitalni zapis vrednosti, katerega ne izdaja nobena Evropska banka ali pa nasploh banka oziroma bančna institucija. Torej, v resnici pa gre za decentraliziran poskus denarja, nad katerim nima vpliva nobena centralna avtoriteta. Vse skupaj se je začelo leta 2009 z nastankom Bitcoina, kot vemo, in Bitcoin je že v svoji osnovi bil predstavljen kot elektronski gotovinski sistem enakovrednih partnerjev. In ta opis je nekako najbolj primeren, se pravi elektronski, digitalen, gotovinski pomeni, da se dejansko Bitcoin obnaša kot digitalna gotovina in ne kot denar s posrednikom, kar pomeni, da ga lahko jaz neposredno pošljem tebi, ne da bi pri tem sodelovale finančne institucije, in pa to, da gre za enakovredne partnerje, to pa pomeni, da sam sistem ne pozna hierarhije, iz tukaj pa izvira potem ta definicija decentralizacije, kar pomeni, da vsi uporabniki imamo enak nivo nadzora nad celotnim delovanjem omrežja, ne da bi pri tem imeli neko centralno avtoriteto, ki bi skrbela za pristnost transakcij, ampak dejansko vsak preverja vse transakcije zase, posebej, in jih tudi neposredno deli po omrežju. Ta koncept je pa vzet iz koncepta porazdeljenih datotek oziroma teh BitTorrent protokolov, kjer se datoteke decentralizirano lahko delijo, in tak sistem je zelo težko ustaviti. Cenzura pri tem je praktično nemogoča. Ja. No, kaj pa ostale kriptovalute, torej ne Bitcoin? Za ostale kriptovalute so bili neki nadaljnji poskusi kreacije tega, kar je Bitcoin uspel doseči. Torej posnemanje Bitcoina v bistvu. Gre za neke poskuse, se pravi, kot da bi jaz vzel enak recept in ga po svoje spremenil in probal dobiti nek podoben ali pa boljši rezultat. Večinoma gre za poskuse izboljšav. Še v več primerih danes gre pa za poskuse okoriščanja na račun tega, kar je Bitcoin ustvaril, kajti Bitcoin je nastal, mi to rečemo, z brezmadežnim spočetjem, kar se v bistvu nanaša na njegov etičen nastanek, ko je ena oseba, ki je bila anonimna, poznamo jo samo pod psevdonimom Satoshi Nakamoto, je javno objavila Bitcoinov protokol in ga tudi zagnala, hkrati pa se s tem protokolom od samega začetka ni nikoli okoristila. Pravi, Satoshi je začel tako, da je vzdrževal omrežje, je rudaril bloke in hkrati se mu je lahko kdorkoli pridružil, počel enako. Vsi kovanci, ki jih je pa on na ta način pridobil v tistem enem letu, ko je sodeloval pri zagonu omrežja, se niso nikoli premaknili in to lahko vsak preveri, kar pomeni, da se nikoli tega ni polastil, in danes sklepamo, da mu pripada nekje 1 milijon bitcoinov, kar bi na trgu pomenilo, da gre za 10. najbogatejšega človeka na svetu, nekaj takšnega, ampak se tega nikoli ni polastil, nikoli nismo razkrili njegove identitete. Bitcoin ob pričetku ni imel tržne vrednosti, se pravi, njegova tržna vrednost je bila nič, in šele eno leto potem, 22. maja. To je tista zgodba, ki je nekdo z Bitcoinom kupil kospice. To je bil pa 22. maj 2010, je en izmed programerjev v Bitcoinu v bistvu opravil prvi komercialni nakup, kjer je 10.000 bitcoinov zamenil za 2 pici. No, kakšna bi bila vrednost zdaj teh bitcoinov? V evrih skoraj milijardo evrov. Aha, okej, draga pica. Gre za najdražji nakup pic v zgodovini. Ampak
kar sem želel povedati, je, da je Bitcoin dobil tržno vrednost šele 1 leto po nastanku, se pravi vsakdo, ki je predtem Bitcoine rudaril oziroma jih pač pridobil, je špekuliral, da bo sploh nekoč imeli vrednost. Ja. Torej ta nastanek je bil čist etičen, medtem ko vse ostale kriptovalute, ki so sledile, so prišle na trg v obliki nekih ICO-jev, kot so te javne dražbe, kjer so že predhodno imele določeno vrednost, ali pa še huje, so si njihovi ustanovitelji in investitorji, ki so jih imeli zraven, predhodno, preden so šle te valute na trg, prilastili velik delež zaloge kovancev in na ta način profitirali od vsakega, ki je to valuto kupil za dejanski denar. Torej, že po samem nastanku kriptovalute niso enake Bitcoinu, imamo redke primere, Se zdaj ful gledam te, ki ful prihajajo ven tej meme coini tudi. Memecoin je pa še potem ena stopnja više, je pa v bistvu samo projekt zagnan na že obstoječem blockchain omrežju, kjer nekdo poskusi predstaviti neko zgodbo, zato da v resnici samega sebe okoristi s tem hypom. Med drugim sta to počela tudi predsednik Trump in njegova žena Melania. Ona imela tudi svoj coin, ne? Ja, Melania coin, Trump coin, to so bili vse takšni poskusi. V Sloveniji nedavno bila recimo kriptoprevara Magnetics coin, ki jo je tudi zagnal en znan slovenski kripto strokovnjak, saj tako je bil viden v očeh javnosti, ampak je šlo prav tako za prevaro oziroma pač za okoriščevanje na račun naivnih investitorjev. Ja. No, zdaj pa me zanima, kako lahko sploh kripto oziroma bolj Bitcoin postanejo del običajnega monetarnega sistema in tukaj, če se lahko osredotočiš predvsem na to vprašanje varnosti, sledljivosti, pranja denarja, terorizma in nekih uporabniških izkušenj, zaradi tega, ker to je v bistvu največji strah nas, ko gledamo sploh na kripto in obravnavamo kripto, no. Ja, zdaj mogoče za ekonomsko razumevanje Bitcoinovega nastanka. Bitcoin je nastal kot odgovor na finančno krizo leta 2008. Ni bil prvi poskus kriptovalute, teh poskusov je bilo prej že za 40 let zgodovine, torej gre za prvi uspešen poskus tega digitalnega, decentraliziranega denarja. Torej, sam po sebi je apolitičen, nevtralen, kar pomeni, da oblast nima nadzora nad njim. Pa tudi je deflatoren. To je potem njegova glavna ekonomska lastnost, zaradi katere tako hitro raste in v resnici gre za najuspešnejšo naložbo v zgodovini. Zdaj mislim, da gre za 5. največje sredstvo na svetu po tržni kapitalizaciji, njegova rast pa je nekje 100% v povprečju vsako leto. Ampak če pogledamo še na drugo plat, na bolj politično, gre za sistem, ki se, kot sem že omenil, obnaša kot digitalna gotovina, nad katero oblast nima nadzora, kar pomeni, da je povsem enaka fizični gotovini, sicer to spet izdaja oblast, ali pa fizičnemu zlatu. Torej, če bo nekdo želel neposredno Bitcoine nekomu poslati, jih bo lahko. Zdaj, transakcije niso anonimne, kot to večkrat zmotno mislimo, so psevdonimne. To pomeni, da naslov, iz katerega mi pošiljamo transakcije, ni vezan na našo identiteto, je pa sledljiv, ker cel čar verige blokov je, da gre za popolno sledljivost vseh transakcij za nazaj od samega začetka, da lahko izsledimo, kdaj so te kovanci nastali in na ta način lahko tudi dokaj učinkovito sledimo tokom denarja na samem blockchain omrežju. Že obstajajo institucije, ki za to skrbijo in na ta način potem se preprečuje to pranje denarja, financiranje terorizma. Gre v bistvu za dokaj učinkovit sistem, po mojem mnenju bolj učinkovit nadzor kot pri gotovinskem poslovanju ali pa celo poslovanju strani večjih bančnih institucij, ki tudi vemo, da so zgodovinsko gledano večkrat financirale in terorizem in kriminal, kljub vsej sledljivosti in vsem regulacijam. Torej vi menite, da je v bistvu Bitcoin varen? Ja, zdaj odvisno, kako bi zdaj definirala varnost. Če gledava samo omrežje, pa njegov obstoj je razlog, zakaj uporablja to porazdeljeno verigo blokov, ki v resnici ni učinkovita, jo uporablja ravno iz vidika varnosti, zato da nihče ne more centralizirati nadzora nad omrežjem, ker ga nadziramo vsi. In če bi želeli doseči neko spremembo v Bitcoinu, recimo, da bi povečali ponudbo njegovih kovancev, sprožili višjo stopnjo inflacije, potem bi mogli dejansko prepričati vsaj polovico oziroma dobro polovico uporabnikov, da se strinjajo s to spremembo, kar še do zdaj nikoli ni bilo uspešno, da bi se omrežje dejansko lahko spremenilo. Kje pa je ta prednost decentraliziranega nadzora nad centraliziranem? Mislim, kje to vi vidite prednost v decentraliziranih financah? No? Ja, prednost je predvsem ta, da
ne obstaja te finančne hierarhije, kot je bila v času te nepremičninske krize, kjer praktično nihče od odgovornih za nastalo krizo ni bil kaznovan, ni šel v zapor, nihče ni zares odgovarjal. Kdo je pa bil tisti, ki je kriv vso nastalo škodo, smo bili pa mi, davkoplačevalci. Ko se je pač začel prvi val teh kvantitativnih sproščanj, ko je država zaradi sistemskega tveganja v bistvu rešila celoten finančni sistem, kar pri Bitcoinu ni mogoče. Pri Bitcoinu ni mogoče, da vstopi nek državni akter in poveča količino bitcoinov, ki nastajajo, zato da v bistvu reši določene institucije, ki se niso vedle moralno in so pač gledale na lastno korist in v bistvu tudi napihnile ta količino kreditov in dolga v samem sistemu, ki je zaradi tega pač doživel to hudo krizo. Torej, to je prednost decentralizacije, da ni nekoga, ki bi se lahko okoriščal. Super. No, jaz bi se zdaj kar premaknila na neke primerjave, kaj se na tem področju dela na globalni ravni, znotraj Evropske unije in znotraj Slovenije. Torej, zdaj vidimo, da se stvari na tem področju ful spremenjajo v Ameriki predvsem. Tukaj bi tudi rekla en tvoj stavek, no, da je Bitcoin zrcalo gospodarske dejavnosti na svetu in kaj sploh to pomeni, pa tudi uporabnost kriptovalut za mednarodno menjavo. Ja, zdaj spet ekonomski vidik. Bitcoin dejansko predstavlja prvo absolutno omejeno sredstvo z vidika ponudbe, ki smo ga kadarkoli poznali. Zdaj, dolga leta je zlato predstavljajo nekak denarni standard na svetu, ravno zaradi tega, ker je njegova ponudba bila zelo omejena. Z drugimi besedami, njegova stopnja inflacije, se pravi, koliko novega zlata vsako leto nastane, je bila najnižja od vseh ostalih denarnih sredstev. In to je pomenilo, da je povprečna inflacija novega zlata vsako leto bila nekje 1-2%, kar je omogočalo varčevanje na dolgi rok. Ker če je ta stopnja višja, potem se naši prihranki, ki jih mi imamo, hitreje razvrednotijo. Torej, kupna moč našega denarja pada. No, zlato je to zagotavljalo za zelo nizko stopnjo, kljub temu pa je in poznalo neko inflacijo. Pri Bitcoinu je zgodba drugačna. Tam je čisto omejena količina, ne? Končna količina bitcoinov, ki bodo kadarkoli obstajali, je matematično omejena na 21 milijonov enot. Zdaj, vsak bitcoin se da deliti na 100 milijonov manjših enot, torej na 8 decimalnih mest. To je z vidika deljivosti več kot dovolj za potrebe trgovine, ampak končna količina je pa omejena na 21 milijonov. Ampak te kovanci morajo še vseeno nekako priti v obtok. In prihajajo v obtok po logaritemski funkciji, ki določa, da v prvih 4 letih bitcoinovega delovanja nastane 50% vseh kovancov. In potem se na vsaka 4 leta zgodi razpolovitev tega novega priliva, kar pomeni, da bo v naslednjem 4-letnem obdobju nastalo 25% preostanka, potem 12,5, 6,25 in tako naprej. Zdaj mislim, da ostaja samo še nekje 3,125% zaloge novih kovancev, da se bodo prirudarili, kar bo trajalo še nekje dobrih 100 let. Torej, monetarna politika Bitcoina je povsem transparentna in jasna za vseh 140 let, kot traja, potem pa so vsi kovanci v obtoku in v bistvu lahko uporabljamo te, ki so na voljo in to je to. Torej, to je ta razlika in zaradi te omejenosti potem ob povečanem povpraševanju po bitcoinih, torej več ljudi, kot vstopa v omrežje, hrani premoženje v bitcoinih, višja bo tudi njegova tržna vrednost. Gre za edino sredstvo, ki je popolnoma neelastično na rast povpraševanja, če dam v neke ekonomske pojme. In iz tega vidika pač se vedno več ljudi in institucij v zadnjem letu želi Bitcoina kot zanesljivega hranilca vrednosti in tukaj so se zdaj začele pojavljati ideje o strateških Bitcoin rezervah, kajti recimo, kaj pomeni strateška rezerva za ZDA recimo. Gre za tisto sredstvo, ki ga ZDA šteje kot nekaj izjemno pomembnega za obstoj, ali je to iz finančnega vidika, ali je to nafta recimo, ali je to eno takih sredstev, ki ga uporabljajo recimo parmezan, ampak tisti zelo star parmezan. A to imajo kot strateške rezerve? To je ena izmed strateških rezerv. Zakaj? Zato, ker lahko traja stoletja in ohranja nekak vrednost in je zelo zaželen. Tako da to in zlato nekako predstavljajo ta glavni te strateški denarni rezervi, neke vrste denarni. A te strateške rezerve pa lahko pomagajo tudi pri odplačevanju dolga, če sem pravilno razumela? Ja, zdaj en od razlogov, zakaj jih imajo, je zato, da imajo še sen
kritje svojega dolga ali pa svojega denarnega sistema, saj z nečem, z nekim fizičnim sredstvom, ki ima dejansko vrednost, da ne temelji vse samo na dolgu. Ampak kaj pa dejansko podpira celoten ameriški finančni sistem od leta 1971 dalje, odkar smo zapustili svetovni zlati standard, so pa ameriške obveznice. Torej, to je pa v resnici tisto, kar krije. In obveznice, kaj so obveznice? Obveznice so dolg. Ja. Zato celoten sistem temelji na dolgu in ta dolg bo vedno naraščal. Ja. Zdaj, te ideje, kako bomo dolg zmanjšali ali pa kako ga bo Amerika poplačala, so po mojem mnenju zelo utopične, ker je to cel smisel tega sistema, da temelji na dolgu in zadolževanju. Če pa želimo mi to približati realnosti in se tega dolga znebiti, potem pa rabimo neko zanesljivo omejeno sredstvo in iz tu izvira potem ideja, da se bo dolar počasi postopoma pričel kriti z zlatom. Trump je že podpisal izvršni odlok o strateški Bitcoin rezervi, ki sicer pravi, da bo Amerika v te strateške rezerve uvrstila približno 200,000 bitcoinov, ki so jih zaplenili pri raznih hekih in podobnih dogodkih. In hkrati bojo poiskali, se pravi, proračunsko neutralne načine, kako bi lahko bitcoine dokupili in povečali to rezervo, ne da bi to vplivalo na davkoplačevalce. In eno od teh načinov je recimo, da prevrednotijo stare kupone za zlato, se mi zdi, ki jih imajo v tej rezervi, ki niso bili pravilno prevrednoteni že, mislim, na nekaj 10 let, in iz tega lahko v bistvu dobijo veliko vrednosti, katero lahko potem na trgu izkoristijo za nakup bitcoinov. Ne. Ja, no, zdaj tu za neko uporabnost tudi pač kriptovalut, predvsem pri mednarodni menjavi, kako bi to delovalo, kaj so prednosti tega, no? Aha. Zdaj, od tega Bretton Woods sporazuma, to je bilo po drugi svetovni vojni dalje, je nekako dolar postal standard svetovne trgovine in vse tuje centralne banke, ki so bile podpisnice tega sporazuma, so svetovno trgovino izvajale v dolarjih. Torej, dolar je postal univerzalna valuta, ki krije pač globalni finančni sistem. Zdaj pa problem, da se svet v zadnjih letih polarizira. Yeah. Zdaj, odkar je BRICS postal tako močen in se oddaljuje od ZDA, od NATO, se tudi oddaljuje od dolarja posledično, sploh od petrodolarja. In zdaj največji problem je, da svetovna trgovina je čedalje manj zaznamovana v dolarjih, oziroma se vsi oddaljujejo od uporabe dolarjev, sploh Rusija, Kitajska in podobne države, celo mislim, da Emirati. In zdaj iščejo alternativo, ne? Kaj bodo zdaj uporabljali v svetovni menjavi. Ena od takšnih alternativ bi lahko bila zlato, ki je dolga leta bil uporabljen, ampak zlato ni učinkovito. Zlata ti ne moreš digitalno izraziti in instantno prenesti po svetu. Yeah. In to je tudi razlog, zakaj Bitcoin upravlja funkcijo digitalnega zlata, ker ga je mogoče praktično instantno prenesti kamorkoli po svetu zanesljivo. Torej bi lahko to zdaj predstavljalo nek nov univerzalni sistem, ki bi ga države uporabljale za mednarodno menjavo v bistvu. Ja, zdaj ideja je bila, da bi države BRICS-a ustvarile lastno valuto, ampak tukaj nastopi veliko problemov. Države BRICS-a ne vejo, katera valuta to bo, kakšna bo njena količina, kje bodo vse postavljene centralne banke. Tudi, ne? Ja, gre za zelo neučinkovit in nejasen sistem, ker ne veš, katera bo tista država, ki bo izdajala to valuto ali pa kako boš nadzor porazdelil. In zdaj iščejo alternative. Najboljša alternativa, čisto iz praktičnega vidika, je definitivno Bitcoin, ker ga lahko izraziš v katerikoli svetovni valuti, ni politična, lahko ga preneseš po svetu. Trg Bitcoina toliko velik, da bi lahko podpiral to mednarodno menjavo, ali kako? Tukaj je potem pomembna likvidnost, ne? In Bitcoinova likvidnost, predvsem čar Bitcoinove likvidnosti je v tem, da trguje 24/7. Ne pozna delovnikov, ne pozna vikendov. Gre za edini tak sistem, ki ni omejen na delovne ure, ne? Oziroma delovni čas, kar pomeni, da to mu zagotavlja likvidnost. Zato Bitcoin ponavadi, kadar se zgodi nek geopolitični dogodek, čez vikend pade, ker je to edino sredstvo, ki ga ljudje takrat lahko likvidirajo. In potem čez teden se pobere nazaj. In na ta način tudi izraža, kaj se dogaja v gospodarstvu. To je spet isto za nazaj, ker smo že govorili, ne? Da je zrcalo. Tako, ja, to je en od teh odrazov, kako Bitcoin odraža stanje v gospodarstvu s temi cenovnimi signali. Zdaj pa Bitcoin je trenutno, njegova kapitalizacija je lih presegla 2000 milijard dolarjev, kar je nekje 10% kapitalizacije zlata. To še ni toliko velika, ne? Zdaj trg obveznic je še toliko večji in ta likvidnost mora narasti. Ko bo kapitalizacija naraščala z njegovo tržno vrednostjo, potem bo tudi veliko lažje ga uporabljati v svetovni menjavi in jaz mislim, da bo to v naslednjih letih se močno povečalo. Ne? No, zdaj, da se premaknemo nazaj na znotraj Evropske unije,
Torej, čujemo že nekaj omemb o digitalnem evru. Zdaj, če samo na hitro mi poveš tvoje stališče glede tega, oziroma če je pozitivno, negativno, mislim, že vem, ker sva se že pogovarjala. No. Ja, zdaj jaz si ne znam čisto predstavljati, kaj sploh mislijo z digitalnim evrom. Sem poslušal več teh govorcev na to temo. Med Ja, mislim, drugim. to bi bil nekako, če jaz razumem pravilno, kot nek centralizirana kriptovaluta, ker bi bilo na blockchainu, ne? Ne. Ne bi Kot bilo. jaz razumem, v bistvu tukaj blockchain sploh ne bi imel nikakršne Aha, okej. uporabe. Jaz sem tudi malo se ukvarjal s centralno-bančnimi digitalnimi valutami, ko sem to predstavljal lani na Bitcoin konferenci v Mariboru. In kar sem ugotovil je, da v resnici CBDC-ji, med njih spada tudi digitalni evro, ne konkurirajo kriptovalutam ali Ja. bitcoinom, ampak konkurirajo stabilnim kovancem. Kaj so stabilni kovanci? Stabilni kovanci so sicer neke vrste kriptovaluta oziroma elektronski denar, ki ga izdaja neko podjetje. Največji recimo je Tether, ki izdaja USDT. To je v bistvu digitalni dolar, ki je podprt z ameriškimi obveznicami, ampak ga izdaja zasebna institucija, ne pa ameriška centralna banka. In digitalni evro je pa centraliziran oziroma državni evropski odgovor na to, na porast stabilnih kovancev in želi konkurirati njim. Največji problem tega je, da gre za popolnoma centralizirano stvar, katero nadzira Evropska unija, ne pa trg in ne pozna teh tržnih dejavnikov, ker Tether, recimo, kot podjetje, oni so najuspešnejše podjetje verjetno v zgodovini. Njihova profitabilnost na zaposlenega, mislim, da je nekaj 100 milijonov dolarjev na letni ravni. Nobeno podjetje nima takšne profitabilnosti, kot jo ima Tether, ker je tako velika potreba po digitalnih dolarjih v državah tretjega sveta. Ne? Ja. In zdaj to je nekako poskus digitalnega evra, le da pač država želi ohraniti nadzor in preglednost transakcij. In kot sem jaz razumel, oni želijo ustvarjati evropski flik, da si lažje predstavljamo. Se pravi, neko mobilno aplikacijo, preko katere bomo lahko neposredno imeli račun odprt pri ECB-ju. Jaz mislim, da z uvedbo tega bo itak še dolgo začakati, ker vemo, da so počasni. Ja, Evropski računa na uniji. konec tega leta. Ja, res. Zato se tudi zdaj pripravlja tolikšne regulacije na področju kriptovalut, ker pa še vseeno na velik način konkurirajo tudi ECB-ju in digitalnemu evru. In Evropa verjetno se je malo ustrašila tega, sploh da Amerika gre toliko v smeri podpore stabilnih kovancev in bitcoina, da zdaj pripravlja nek odgovor, ampak oni grejo pa v drugo smer, grejo pa v bolj regulatorno smer, pa avtoritarno smer, želijo ustvariti v bistvu digitalni evro, s katerim bojo tudi na nek način izključili komercialne banke, pa jim odzeli to suverenost pri upravljanju depozitov. Ja, v bistvu bi pol samo preverjali te transakcije, ali kako bi, kaj bi bila pol vloga bank, če bi se uvedel ta... Ja, banke bi verjetno digitalni morale, pač vseeno bi verjetno bile del tega sistema, ampak bi primarno poročale, pač zgubile bi velik del suverenosti. Ne? In to bančni sistem v Evropi je do zdaj še vsem bil do velike mere decentraliziran, ker imamo toliko komercialnih bank po Evropi v različnih državah, no zdaj bi se pa vse to centraliziralo pri ECB-ju in bi se pač ustvaril nek evropski flik, ki bi bil verjetno bolj učinkovit, ampak velik problem je, katero podjetje bojo izbrali, da bojo infrastrukturo delali, ne? Informacijsko. Kdo bo skrbel za varnost podatkov, kaj se zgodi, če pride do vdora v to bazo podatkov, v katero bo vključeno verjetno nekaj 100 milijonov ljudi. Ne? Tako da tle je veliko pomislekov, kaj se zgodi, če infrastruktura doživi izpad delovanja, kaj se pa zgodi s finančnim sistemom, bo taka situacija, kot je bila v Španiji. Ne? Se pravi, gre za veliko enih pomislekov in mislim, da je to zelo tak avtoritaren korak naprej, katerega si ne želimo. No, zdaj pa, če se obrnemo na Slovenijo, torej zdaj vemo, da je finančno ministrstvo pripravilo nek zakon, kot sem jaz razumela, tudi brez posveta s stroko. In ta zakon je v bistvu bil za vas zelo sporen. Jaz sem zdaj prebrala, na hitro preletela vaš odgovor na ta zakon, ki je bil dolg 33 strani. Tako da, če mi poveš mogoče glavne točke, kaj vas je zmotilo pri tem zakonu in v bistvu glavni problem tega zakona, zakaj je v bistvu, kot ste rekli, da so določeni členi so protiustavni in diskriminatorni. Pa v bistvu, kaj je bil sploh cilj te obdavčitve zdaj? Ja, zdaj ministrstvo je to naredilo zelo hitro, tako kot si že omenila, brez posvetovanja s stroko, skupnostjo, z industrijo. Zdaj verjetno zato, ker pač imajo še 1 let časa do izteka tega mandata. Drug razlog je verjetno, da pač tudi Evropa že zahteva, da se implementirajo uredbe, ki jih je Evropa izdala.
in v to spada tudi regulacija in obdavčitev, ne. Evropa sicer ni podala smernic z vidika obdavčitve, te smernice si vsaka država določi sama. Je pa zato ministrstvo, vedelo se sicer je, da se nekaj pripravlja na tem področju, nihče pa ni pričakoval tega na 17. april pred trojnimi državnimi prazniki, ko so vsi po dopustih, in tudi nas je zelo presenetila ta odločitev. Nismo dobili nobenega kontakta, ampak upamo, da bo zdaj ministrstvo po vseh naših odzivih pripravljeno sodelovati, ker mislim, da je tudi minister že poudaril, da pač bodo, ne, kar je super, ampak sam predlog zakona je bil pisan zelo tako čez palec. Gre že za v bistvu namen tega zakona, kot je minister poudaril, ni financiranje proračuna, ampak je bolj izenačitev primerljivih naložbenih razredov z vidika obdavčitve. Tukaj se nanašamo predvsem na kapitalske naložbe, to so vrednostni papirji, nepremičnine in podobno, kjer je obdavčitev stopnja nekje 25% za delnice, torej za finančne inštrumente. Imajo pa časovno olajšavo te inštrumenti 15 let, potem obdavčitev pade na nič. Medtem ko tukaj v tem predlogu, kljub tem razlogom, ki so jih navedli, ni časovne olajšave. Gre za fiksno stopnjo 25% od vsake odsvojitve, se pravi vsakeč, ko mi z dobičkom prodamo kriptovaluto, moramo to zaznamovati, poročati in plačati 25% davka, kar je zelo visoka stopnja davka. Oni so sicer navajali neke primerjalne jurisdikcije v Evropi, drugih članic, ampak so zbrali tiste, ki imajo najvišjo stopnjo obdavčitve v povprečju. Niso pa navedli, da nekatere države EU recimo ne obdavčujejo ali pa imajo že po enem letu stopnjo spet nič. Zdaj, glavna stvar, ki je nas zmotila kot Bitcoin društvo Slovenije, je, da niso upoštevali raznolikosti tega ekosistema in niso napravili ustrezne klasifikacije. Oni pa vse vrli v isti koš v bistvu. Oni so vse z izjemo stabilnih kovancev in zamenljivih žetonov vrgli v isti koš in to poimenovali kriptosredstva. Evropa pa je v sklopu agencije ESMA, to je Evropska agencija za trg vrednostnih papirjev, podala smernice za klasifikacijo kriptosredstev kot finančnih inštrumentov, kjer je potrebno preveriti, katera kriptosredstva spadajo med finančne inštrumente, katera pa ne, katera so pa, kot navaja recimo uredba MiCA, popolnoma decentralizirana brez izdajatelja. Torej tukaj govorimo o digitalnem decentraliziranem denarju. Imamo pa veliko sredstev, kot si rekla, recimo MIM žetoni. MIM tokeni pa spadajo med finančne inštrumente in te so v Sloveniji obdavčeni z normalno stopnjo. In nas je zmotila ta diskriminatorna obravnava, ker Bitcoin mi večkrat poimenujemo digitalno zlato, torej digitalni denar in denarna sredstva v Sloveniji niso obdavčena s kapitalskim dobičkom, ker niso del kapitalskega trga. Denar ne proizvaja, ne sodeluje v proizvodnji, ampak samo prerazporeja kapital in izraža vrednost. In denar kot tak ne more biti obdavčen. Če smo mi 10 let nazaj kupili švicarske franke in jih zdaj prodali z dobičkom, mi nismo obdavčeni. Če smo kupili zlato v Sloveniji ni obdavčeno, oziroma po celi Evropi ni obdavčeno ne z DDV-jem ob nakupu in v Sloveniji tudi ni obdavčeno z davkom na kapitalski dobiček, ker tudi ga štejemo nekako kot denarno sredstvo ali pa naložbo. Torej, nas predvsem moti, da Bitcoina in še nekaterih zelo redkih sorodnih projektov niso izključili z te obdavčitve, ker se pravi, v bistvu gre za digitalno zlato ali pa digitalni denar. Mislim, tu sem se tudi jaz hotela opredeliti, da dejansko denarna sredstva oziroma valuto kot takšno ne moreš obdavčiti, ker ni zdaj toliko podobno nekim naložbenim, delnicam pa tem. Ja, tle pa pridejo še do drugega problema ali pa problematike, to je ta dvojna narava, ki jo predvsem Bitcoin ima. Eno je kot hranilec vrednosti, drugo je kot plačilno sredstvo. In to so tudi lastnosti denarja. In večina kriptosredstev se lahko uporablja v izmenjavi kot plačilna sredstva, torej ne samo kot finančni inštrumenti, kar pomeni, da z njimi lahko plačujemo. V Sloveniji so nekako kot valuta, lahko jih opredelimo. Ja, zato jih tudi imenujemo virtualne valute ali pa kriptovalute, iz tega to izvira. In tudi devizne valute v Sloveniji niso obdavčene ob plačilu, ker torej plačnik že plača DDV ob nakupu, katerega koli blaga ali storitve. Se pravi, zakaj bi plačal še davek od odsvojitve, kapitalski davek, če si že vplačal enega in izvajaš pač plačilo, ne špekuliraš, ne hraniš. Torej, to je velik problem. V Sloveniji smo do lanskega leta bili rekorderji v svetu in pionirji digitalnih plačil. Namreč lahko smo na več kot 2000 lokacijah plačevali za Bitcoinom, kar je bilo največ na prebivalca na svetu. Zdaj pa zaradi evropskih uredb in zaradi prihajajočega tega davka bo to onemogočeno. Ta davek pa to predvsem odvrača, ker zakaj bi jaz plačal z recimo Bitcoinom neko storitev, če bom mogel poleg DDV-ja plačati še 25% od profita, pa še to poročati potem FURS-u.
Torej, ta plačilni aspekt je druga velika problematika, katere se sploh niso lotili. Po mojem mnenju bi plačila mogla biti v celoti, se pravi, izključena iz te obdavčitve. Ja. No, torej, lahko mogoče na hitro še komentiramo predlog NSI-ja, ki vidimo, da je tudi zdaj pred kratkim dal svoj odgovor na ta predlog Svobode in nek svoj pogled na kriptovalute. Ja, zdaj predlog, ki ga je v državni zbor podal NSI, gre za Simičev predlog iz leta 2022, ki je nekako bil recikliran, po mojem mnenju majčkeno izboljšan, sploh iz vidika stopnje obdavčitve, ki je zdaj 5%. Kako pa je bila prej? Prej mislim, da je bila 10%, nad 10.000 evri unovčitve. Ja. Se pravi, tukaj gre za drugačen pristop. Simičev predlog obdavčuje unovčitev, kar pa ne pomeni samo dobička, ampak vsakič, ko si mi izplačamo kriptosredstva na TRR, moramo plačati to stopnjo davka. Do 10.000 evrov nič, na 10.000 evrov zdaj z novim predlogom 5% od vsakega unovčenja, tudi če smo imeli izgubo. Zdaj vem, da so govorili, da lahko se izguba tudi uveljavlja, pa se pa nekako pokrije, se pravi, je že veliko boljši in tudi plačila bi bilo lažje izvajati. Torej ste bolj naklonjeni trenutno? Ja, definitivno je boljši predlog, ampak še vedno ne naredi klasifikacije, kot sem omenil, različnih sredstev, Bitcoin je še vedno vključen. Drugi razlog je pa, da plačila še vseeno niso upoštevana kot eden izmed aspektov, kjer pač se pravi, tega sploh ne bi smeli biti. Oni imajo to časovno kapico pri tej obdavčitvi? Ne, je vedno 5%. Vedno, okej. Torej spet gre za poenostavitev, kot pravi Simič. Želijo poenostaviti sploh vidik poročanja, ker vejo, da je to zelo veliko administrativno breme za vsakega zavezanca, da bo mogel v bistvu delati nekak seznam vseh transakcij, ki jih je izvedel, pri tem računati dobiček ali pa ne dobiček. Zato gre tukaj tudi za unovčitev, kjer ne rabiš ti računati dobička, ampak samo pač poročaš vsakič, ko si unovčil, plačaš in to je to. Je veliko bolj simpel. In to je tudi ena naših večjih kritik na se pravi, predlog zakona, ki ga je podalo ministrstvo, je ta, da je ta obveznost poročanja in priglasitev premoženja, ki jo zahtevajo. Se pravi, ne samo, da ti poročaš vsakič, ko si odsvojil, ampak da moraš vsako leto priglasiti celotno stanje kriptosredstev, ki ga imaš. Gre za zelo nepotrebno, nesorazmeren poseg v finančno zasebnost posameznika in v premoženje posameznika. Kaj se spet zgodi, če te podatki pridejo ven, če nekdo pride do njih, ker kriptosredstva mi ne varujemo tradicionalno na bančnih računih, kjer banka do neke mere odgovarja in varuje ta sredstva, mi jih pač večinoma hranimo pri sebi, v lastni hrambi, in problem tega je, da nas lahko nekdo napade, pride na dom, ko enkrat dobi te podatke. In teh napadov je v zadnjem času zelo veliko, pa tudi zlorab je vedno več. Aha, okej. Torej ta priglasitev premoženja je zelo hud poseg. Jaz bi tudi tu izpostavila, da so se v Sloveniji izselila 2 večja podjetja, ali kako si že ti povedal? V naši industriji, ja, zdaj to je posledica evropske uredbe MiCA, ki pač zahteva, da podjetja, ki se pravi izvajajo ali pa ponujajo kriptostoritve, ne morejo imeti licenco za upravljanje teh storitev, in ta licenčnina je v bistvu višja kot oni, oziroma se jim ne splača iz ekonomskega vidika plačevati teh licenčnin, zato da lahko te storitve ponujajo, ker evropski trg za njih ni dovolj donosen, da bi pač se jim to splačali, zaradi tega so šli ven. Hkrati pa skupaj z uredbo MiCA nekako vzporedno prihaja še ta regulacija, ki se reče Transfer of Funds Regulation, se pravi regulacija o prenosu sredstev, ki pa zahteva, da se tudi poroča pri plačilih. Sicer določa minimalno vrednost poročanja, ta regulacija poroča 1000 evrov kot prag, se pravi, na 1000 evrov moraš ti v bistvu identificirati vsakega plačnika za kriptosredstvi, medtem ko Slovenija je to implementirala tako, da to obveznost poročanja zastavi že pri vsakem znesku, pri nič evrih, kar pomeni, da bi ti, ko greš plačati z recimo Bitcoinom, ki omogoča povsem anonimna plačila prek teh svojih omrežij, bi mogel ti upraviti še identifikacijo, kar hkrati pomeni, da je to velik administrativno breme za plačnika, velik strošek za trgovca in za ponudnika teh storitev, in hkrati časovno je to zelo velik problem, ker potem ta plačila niso več učinkovita, hitra, ampak so zdaj že zelo obremenjujoča in na ta način pač se jih ne splača izvajati. In zato so vsi ta naša podjetja, ki to ponujajo, to je bila recimo Naka, je šla, mislim, da zdaj odhaja v Švico, če se ne motim. Njih je tudi kupilo podjetje Tether za 100 milijonov, torej gre za zelo veliko podjetje, ki je tukaj deluje že zelo dolg časa, in so pač tudi v Sloveniji preplačevali davke, no zdaj tega več ne bo, so šli se optimizirati drugam.
Dobro, oni niso šli na Hrvaško, so šli v Švico Ja. optimizirati svoje poslovanje. No, zdaj me pa zanima z svojega vidika, kakšna je prednost za mlade? Torej, Bitcoin kupiš in holdaš, kaj je neka konkretna prednost za mlade in kaj je za njih boljše, predvsem? Ja, zdaj, kot sem prej omenil, Bitcoin je najuspešnejše finančno sredstvo v zgodovini. Tudi najhitreje od vseh sredstev je dosegel kapitalizacijo 1000 milijard. In tudi je na dobri poti, da slej ko prej postane najbolj vredno sredstvo na svetu. Se pravi, gre za sredstvo z zelo visokim letnim donosom. Zakaj se to dogaja? Tako kot sem omenil, čisto iz ekonomskega razloga, ker se veča povpraševanje po njemu, ponudba pa je omejena oziroma pada. Gre za deflatoren sistem, ki pač na dolgi rok zelo dobro ohranja vrednost. Recimo nek tak ustrezen časovni obdobje za gledanje bitcoinove cene je 4 leta. En cikel, to je tako en cikel te bitcoinove monetarne politike, kot tudi en političen cikel. In v obdobju 4 let nihče, ki je bitcoin v tem času držal, ni bil na slabšem, je vedno bil v dobičku in celo zelo dobro ohranja vrednost. Se pravi, bitcoin v povprečju v zadnjih 10 let se mi zdi raste več kot 60% letno, kar pomeni, da zelo dobro premaguje inflacijo, nas ščiti pred njo in premaguje tudi ostala sredstva na trgu, kot so nepremičnine. In zdaj, zakaj je to pomemben? Zato, ker nepremičnine rastejo nekje 15% na leto. Medtem, ko se naša plača temu ne prilagaja ustrezno, zato tudi poznamo stanovanjsko krizo, kjer mladi bomo zelo težko z varčevanjem plače prišli do nepremičnine, zato potem se zadolžujemo. Problem zadolževanja je ta, da smo živčni, da imamo to breme stalno nad sabo, smo dolžni to plačevati in tudi vedno manj denarja lahko privarčujemo, če smo zadolženi že za nakup nepremičnine. Če pa mi varčujemo recimo v Bitcoinu, pa veliko lažje pridemo do stanovanja tudi brez zadolževanja. Zdaj, To je lahko neka alternativna rešitev te stanovanjske problematike. Ja, gre v bistvu za varčevalno sredstvo, ki je zelo učinkovito in jaz mislim, da bo na dolgi rok tudi nekako normalizirali vrednost stanovanj na trgu, ker zakaj danes ljudje kupujejo sploh v Sloveniji stanovanja, ker na ta način varčujejo. Denar tako hitro izgublja vrednost, ker pač se zadolžujemo in poznamo inflacijo, ki ni 2 do 3%, ampak je v resnici, če gledamo povprečno rast količine denarja v obtoku, je nekje 7% za evro in za dolar za zadnjih 50 let, kar pomeni, da v 10 letih količina naših prihrankov pade za 50%. Torej, toliko hitro denar izgublja kupna moč, zaradi tega se ljudje potem zatekajo k drugim bolj omejenim sredstvom na trgu in primarno v Sloveniji so to nepremičnine. Se pravi, ljudje kupujejo drugo, tretjo nepremičnino, ker varčujejo z njimi. Tisti, ki so pač malo bolj premožni in jim je to mogoče. Tisti, ki si lahko to privoščijo. Zdaj pa, če pa iščemo še druge varčevalne mehanizme. To je optimalen varčevalni mehanizem tudi kot nepremičnine, glede na to, da hitrejše narašča vrednost. Ja, to je nekako smisel Bitcoina, pač ima več prednosti nad nepremičninami. Nepremičnine kot take terjajo vzdrževalne stroške, torej niso zares denarna sredstva, ampak mi jih do neke mere uporabljamo kot denarna sredstva, ker z njimi hranimo vrednost, se ščitimo pred inflacijo, ampak nepremičnine ti ne moreš razdeliti na pol, traja preden jo prodaš, ne moreš je prenesti instantno na drug konec sveta. Ni toliko likvidna. Seveda, ni likvidna, ni prenosljiva, ni deljiva, ima veliko pomanjkljivosti. Z tega razloga je veliko bolj optimalno ali pa učinkovito varčevati v Bitcoinu, katerega rast je hitrejša, ne moremo ga razvrednotiti, ne more nam ga nihče obdavčiti na tak način, kot želijo recimo nepremičnine obdavčiti in lahko ga pač kadarkoli likvidiramo. Na ta račun pač se ga bolj splača varčevati, sploh za mlade, ker lahko kupiš tudi manjši delež Bitcoina za nekaj 100 evrov recimo na mesec, ne rabiš vsak mesec kupiti nepremičnine, ker če nisi tega sposoben. No, zdaj pa, kje vi kot Bitcoin društvo v bistvu vidite prihodnost Bitcoina v Sloveniji, neko možnost soglasja in nek ustrezen način nadzora? Torej, vaš vidik, vaš pogled v prihodnost. Ja, jaz mislim, da bi nove tehnološke inovacije, sploh tako kot je Bitcoin, ki mislim, da se zgodi enkrat na nekaj 1000 let, mogli povsod po svetu in predvsem v Sloveniji pozdravljati. In tudi smo jo pozdravljali, predvsem naša industrija jo je. Mislim, nekako zaviramo tehnološko industrijo. To zdaj počnemo, ja, ampak če gledamo za nazaj, od recimo pričetka te kriptodobe ali pa Bitcoin dobe, odkar je nastal, smo Slovenci vedno bili pionirji. Naše Bitcoin društvo je še zdaj najdlje aktivna nevladna Bitcoin organizacija na svetu.
Torej že tukaj smo pionirji, imeli smo eno prvih Bitcoin menjalnic, Bitstamp, imeli smo, kot sem omenil, ponudnike Bitcoin plačil, zelo veliko industrijo in tudi naša skupnost je ogromna. Mislim, da nekje 15% Slovencev po raziskavah ne bi imeli kriptosredstva. Se pravi, gre za velik del prebivalstva, kjer mi prednjačimo. In po drugi strani, ker recimo ministrstvo navaja za primer obdavčitve Italijo, ki ne bi nekje 40% obdavčevala kot, mislim, da kot dohodnino, se ne zavedajo tega, da v Italiji ta industrija sploh ni razvita. Nas primerjajo z najslabšimi. Tako je. In to tudi počnejo, ovirajo, zavirajo to industrijo, namesto da bi jo podpirali. Ker Bitcoin kot tak ne škodi nobenemu, lahko ga kdorkoli uporablja, kot sem rekel, je nevtralen in apolitičen. Ni razloga, da ga zaviramo, sploh če nam omogoča dolgoročno varčevanje. Zdaj, v tem ekosistemu je zelo veliko zlorab in prevar in ustrezna regulacija bi to lahko preprečila. Če bi mi dejansko klasificirali sredstva ustrezno, presodili, kdaj gre za finančne inštrumente, kdaj gre za nekaj, kar je popolnoma centralizirano in bi mogli to v bistvu celoti izločiti iz gospodarstva, kot so te neke prevare in meme tokeni. Potem bi pač ta sistem bil veliko bolj varen, zanesljiv in ga ne bi rabili poditi ven, kot to počnemo danes. Tako da jaz mislim, da bi bilo to potrebno spodbujati. Torej ta identifikacija v bistvu razdelitev kriptosredstev v različne košarice nekako. Ja, zdaj to po svetu se zelo počasi oblikuje, recimo šele v zadnjem letu se je to pričelo nekako razlikovati, predvsem ko je Amerika začela pozdravljati Bitcoin, pa odobrila prve te ETF sklade podprte za Bitcoinom, ki so bili najuspešnejši na trgu. Šele zdaj se je to nekako pričelo. Mogoče prvi precedens je bila Republika Salvador, ki je sprejela Bitcoin zakon, ga uvedla kot zakonito plačilno sredstvo in pričela tudi ustvarjati prvo strateško Bitcoin rezervo. Torej tam je nekako se to začelo, to mislim, da je bilo leta 2021, zdaj pa Amerika sledi temu. In tudi v Sloveniji bi lahko bili prvi, ki bi pa ustrezno klasificirali sredstva, ustrezno tudi implementirali te smernice, ki jih je Evropa podala, namesto da bi spet sledili drugim državam. Jaz ne razumem tega, zakaj moramo mi stalno slediti, kot to pravi minister Boštjančič, zakaj ne bi mi vodili na tem področju, pa bi mi bili tisti, ki oblikujemo ustrezno zakonodajo. Ja, mislim, to je ta neka ideologija te vlade, da se rabimo prilagajati in slediti tem najslabšim, namesto da bi mi bili tisti, ki prinašamo inovacije in delamo na nekem napredku. No, meni se zdi v bistvu, da smo za danes dovolj povedali, tako da jaz bi se ti res rada zahvalila za današnji obisk v studiu. Z veseljem, hvala za povabilo.